Sodba v imenu ljudstva. Lenič dr. Stanislav, sin pokojnega Martina in Marije rojene Mladkovič, rojen 6.11.1911 v Župeči vasi, okraj Krško, škofijski tajnik od 1.9.1940 dalje, državljan Federativne ljudske republike Jugoslavije, Slovenec, stanujoč v Ljubljani pred Škofijo 4, ima teološko fakulteto, posreduje premoženje in sicer 2 zemljiški parceli v Župeči vasi, 2 zemljiški parceli v Župeči vasi, v priporu od 29.8.1947 dalje, je kriv, da je skupaj s Šimencem Josipom, Čontala Matijem in Pust Francem dajal podatke o političnem stanju v državi, o poteku volitev, o pojavu križarskega bandatizma in po naročilu Staniša Franca napisal poročilo o zaprtih duhovnikih in da je širil pastirski list zločinca bivšega škofa Rožmana Grigorija z dne 2.2.1946. Se obsodi po 4. členu odstavka 1 Zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 12 let, na izgubo političnih pravic za dobo 4 let ter zaplembo celotnega premoženja, ki se v smislu 22. člena Zakona o zaplembah prenese v last Federativne ljudske republike Jugoslavije. Nepremičnine v skupni vrednosti 6110 dinarjev. Obtožnica se všteje v kazen pripora od 29.8.1947 dalje. Sodba v imenu ljudstva. Opis obsojenca. Velikost 174 cm, postava krepka, obraz ovalen, lasje kostanjevi, čelo primerno, nos primeren. Oči sive, brada brije, brki prav tako brije. Obrvi kostanjeve, usta primerna, zobje slabi. Posebno vidna znamenja, tihni. Tako. Spoštovani gospod Lenič, veste, kaj pa mene zanima? Odkot vam zemlja? Odkot cerkvi zemlja? Koliko ima cerkev denarja? A vi to veste? To so veleposestniki! Se strinjate, gospod Lenič, da je cerkev največji veleposestnik? Povejte, če je ali ni? Je samo... Nič samo. Samo da ali ne smo hoteli od vas. Ni opravičila, razumete, gospod Lenič, ni opravičila za takšno grozodejstvo, za vajanje ljudi in bogatenje. Mi to vemo. In videli boste, kako bo končno ta največji veleposestnik in sovražnik ljudstva številka 1 obvisel na vrvici. Razumete? Kako bo visel. In ljudstvo bo spet dobilo premoženje. Vse, kar diši po kapitalizmu in feudalizmu, je potrebno odstraniti. Agrarna reforma deluje v prid državi, v prid komunističnega ljudstva. Ni ga denarja, ki bi nam to preprečil. Ker mi
Ljudstvo smo oblast. In vi sami ste duhovnik in privatni posedovalec dveh pacij. Me vi razumete? Vi, duhovnik, posedujete privatno posestvo. Se vi tega zavedate, posestnik? Ne. Ne. Zemljo mora imeti ljudstvo in jo bomo dali ljudstvo. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Kje vaš otroke? Krave pasijo. Mica je bolna. Bolna? Kaj bo bolna? Delat pa bo. To vso bolezen prežene. Pol pa tudi ti delaj. Bolna je. In se še vedno pozna, ko ste boj vlačila tista drva in se na smrt prihladila. Povej, po kaj si prišel, potem pa pojdi. Jaz dam delat bolj, ko vi vsi skupaj. Kje vaš otroke? Vse sem ti rekel, da krave pasijo in da je Mica bolna. Kaj bi rad? Bolna? Kaj bo Mica bolna? Kaj bi rad od otrok, sem vprašal. Da nič me briga. Pa še kako me briga. V moji reji so, ne v tvoji. Mico hočem. Kaj bo z njo? Slišal si, da je bolna. Videti jo moram, a razumeš? Videti, da je nekaj povem. Pa saj ima komaj 15 let. Kaj bo zdaj še za tako pošteno otročadje plazil? Da te ni sram. Nehaj! Nisem hotel reči, ampak naj ti bo. Oženil jo bom. Kaj? Ti jo boš oženil. S kom pa? S svojim sinom. Ti bo svojega sina sirota oženil. Te bo še ta od hiše nagnal, ko bo s plenic zlezel. Sem novč tistega naušiva in zanikana glava. Noben lenuh ne bo meni tako govoril. Sploh pa Mica ni sirota. Vse se bo uredilo. Kaj se bo uredilo? Da bo tvojega pamža imala naša Mica? Najbolje narediš, da jih pustiš. Že tako smo morali veliko pretrpeti, odkar je mati umrla. Saj veš, kako je bilo z Martinom. Nesposoben je bil in mojo hči je hotel nekaj učiti. A si pozabil, da si bil ti tisti, ki je vse skupaj podpihoval, da ni bilo sreče? Martin ni bil slab človek. Saj Faroško ni bil, to je res. In otrok ni pustil v orlu, kar je tudi res. Zato se pa pustil, da se je moja Ana z njim poročila s tem Amerikancem. Pa je kljub temu imel premalo denarja zate, a? Če bi gnar imel, bi dobro vino pil in naj bi griže dobil. Mehkolice bil kot vsi njegov otroci. Sirote so, nimajo kaj. Maja, jaz vem, da Maja. Pol, ko se bo malo pozdravila, jo pošli k meni. Kaj bo z njo, slišal si, da je bolna? Malega Stankota bi radi videli. A tukaj noben ne zna pozdravljati? A, vi ste, dober dan. V šoli smo bili. To bi pa rad slišal. A Stanko kaj špičil? Kaj je narobe? Prav nasprotno. Pravijo, da je priden in da je celo najboljši. Kako najboljši? Zguba je, da ni take šole, nič ne vedo. Vi pa ste? Kdo jaz? Jaz sem mu stari oče. Mačeh in oče vdiruh. Kaj? Bog daj srečo. Kaj ste se pa tukaj nagnetli? Jože, kaj je narobe? Pozdravljeni, gospod kaplan. Nič ni narobe. Nisem vam potrebno vtikati v naše posle.
Glede dedovanja smo dobili prijavo, da je eden od otrok neprišteven. Zdaj bi pa to radi videli. A tako? In kdo naj bi bil neprišteven, če smem vprašati? A boste malo vina? Boste kot kruha? Kaj? A je s tabo vse v redu, kaj? Nisem razumel, Jože. Kdo naj bi me ne prištevil? A boste piščančka jedli? Ne bo piščančka? Mali Stanko Lenič, na sodišče smo dobili prijavo. Sedaj bi radi videli, kdo je tukaj slaboumen. Čisto v redu je. Mali Stanko je biser od fanta. Zelo bister spomin ima, da je malo takih in jaz jih veliko poznam. A Stanko je len in delane. Ne piše se za manj Lenič. Fant je vendar dober. Če je ta možak najbližji sorodnik, potem pa? Jaz sem njegova najbližja sorodnica in jaz vem, da moj brat ni neprišteven. Če bi bil kaj vreden, ga bi vzeli za ministranta. Tak pa tak vidite, da sedaj ne more čisto razmišljati. Vita, zgil posteljo. Pa saj si ravno prej hotel še govoriti z njo. Za sine si je hotel. Ne, nič ni. Čakaj. Razumem. Ti bi razglasil Stanko, da za slaboumneža, potem pa oženil edino dedino s svojim sinom in zemlja bila tako rekoč tvoja. Vašega polizanca takoj pa tako ne bi imela imeti. Morala bi in boš. Tukaj se pa motite. Poroka pod prisilo ni veljavna in naj se še tako šopirate, vedno taki poroki nasprotoval. Kaj niste rekli, da boste delali most? Fara Vagnar. Svojega posla se držite, pa ne se vtikati naše zadeve. Kaj ne? Kaj? A kaj pomagaš pri mostu? Kdo je potem tukaj, lenuh? In potem se spravljaš na nedolžna dekleta. Gospod kaplan, ne skrbite zame. Prosim, vzemite mojega brata pod okrilje, kajti jaz vem, da bo iz njega nastal dober mož in dober fant. Dobro, dekle si, Mica. Pripelji jutri zjutraj Stanko tak meni, da vam vidi, kako zaostal je. Vem sicer, da bo vrsta pred pisarno, vendar sem vzel čas zanj, prav zaradi tebe, Mica, ker vidim, kako zelo rada ima svojega brata. Vidim, da nimam tu več kaj iskati. Jože, glej, če dovoliš, če bo kaj narobe s fantom, vas že obvestim, pa mislim, da ne bo treba. Morda pa le. Kaj ko bi jaz mal sofinanciral most? Na čistih računih sloni svet. Zmedeni računi pa so hudičevo delo. Ne rečem, da sem popolnoma čist in nedolžen, vendar se trudim ostati pošten do vseh. Bog bo videl in naj sodi. Tvojega denarja s takim namenom pa nikoli nočem. Pozno je. Skoraj polnoč. V imenu ljudstva zaslišujem. Ura zasliševanja samo to potrjuje, da je to neizpodbitno potrebno. Pišemo Lenič, dr. Stanislav, rojen 16.11.1911 v Župeči vasi, poklic duhovnik, škofijski tajnik, v priporu od 29.8.1947. Vaša kratka bibliografija do leta 1941. O polnoči bi radi mojo bibliografijo. V imenu ljudstva, odgovorite na vprašanje, ne zavlačujte, sicer se vam bo to štelo v težavne okoliščine. Ljudsko šolo sem obiskoval Cekljah v Krki. S pomočjo gospoda Tomazina in gospoda Franca Omerze sem dokončal škofijsko gimnazijo v Škofovih zavodih Šentvidu nad Ljubljano.
Odkot poznate ta dva aktivista? Gospod Tomazin je bil moj kaplan. Pri njem sem ministriral. Gospod Franc Omerza pa je bil moj rojak, doma iz Župeče vasi. Bil je profesor grščine in latinščine na Škofijski gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Prevedel je celo Iliado in Odisejo. Seveda, prevajajo kar nekaj, kar jugoslovanski narod ne bo nikoli potreboval. Sedaj v sodobnem času potrebujemo prevode Marksa in Engelsa, Lenina in Stalina. Ali ne čutite, kako ste vi, fariji, nesposobni zaresni državljanski socializem? Ne čutim. Seveda ne čutite. Malo mar vam je za ljudsko. In ta vaš Tomazin. Slišal sem, da je že pred vojno otroke hujskal glede volitev. Ne, ničesar ni govoril. Kako to veste? In tisto, ko je dogovoril fante, da so postavili bombo v šolo? Jaz se vem, meni ne morete lagati. Ne, ničesar ni govoril. Ker so mi to tudi domači povedali. To je bilo samo zaradi zavisti, ker je bil gospod Tomazin zelo spoštovani mož. Če ste vse vedi, potem tudi veste, da sta fanta pred sodnikom priznala, da sta to sama storila. Kar se tega tiče, je bil Tomazin zelo delaven in pošten. Veste, prisila zmore marsikaj. Ja, vi že veste. Kaj ste rekli? In kje je sedaj? Umrl je pred vojno 2. junija 1939 v Dovju. Še dobro, da je umrl, vse zgage sedaj ne dela. Zavlačujete. Zavlačujete. Za malega človeka se je boril. Ogromno je storil zanj. Sam se bil. To je koristoljubje. Edino komunizem, ko ljudstvo odloča, je prava smer. Komunizem je skupnost in je moč. Cerkev tukaj nima kaj iskati. Cerkev le slabi moč države. Zato velja stroga ločitev. In ta vaš Tomazin si je nabiral samo točke priljubljenosti. Most, vodovod, zdravstveni dom, kulturni dom, sramota za narod, za kraj, da je odvisna od enega farja. Sramota! Je tako? Odgovorite, je tako? Jugoslavija je naša mati in Tito je oče in Stalin je Bog. Razumete? Bog! Gre za enakovredno porazdelitev dobrin za skupne akcije. Razumete? Odgovorite! Ne, ni. Oporekate. Upate si oporekati. Sramota za narod ste, da boste vedeli in za kraj. Kaj pa je naredil ta vaš ljubi Bog za slovenski narod? Kaj je naredila cerkev? Ljudi so počigali. Veste, kaj smo naredili z enim farjem, ki se je že med vojno odinjal tujcem in pošiljal vsem in tja svoje prošnje za meje. In potem je hotel še nekakšne mirovne sporazume. Zgaga, da ga ni večer. In to pod pretvezo daj za Slovenijo. Takšno Slovenijo, prosim. Dajal je potuho, lažno upanje. Ni se boril proti Hitlerju.
Bil je opij za ljudstvo in mlade. Pa koga mislite? Erliha? To je bil vendar človek, ki je najbolj navduševal za samostojno Slovenijo. Ni važno! Jugoslavija je močna in jugoslovanski narod, skupnost bratstva, o katerem vi samo sanjate in ga spodkopavate. Mi pa ga živimo. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Tako, dragi moji dijaki, ostalo nam je še nekaj minut do konca in naj vas spomnim, da smo pri misiologiji in da smo si danes znova nekoliko ogledali delo našega rojaka, doktorja Ignacija Knobleharja, med Baric in med Dinki. Nekateri izmed vas pa ste pripravili tudi nekaj vprašanj in je prav, da si jih zdaj pogledamo. Takole me sprašujete. Knoblehar je veliko nemško pisal in govoril. Rekli ste, da je še svoje zapiske pisal v nemščini. Kako to razlagate, glede na to, da je bil Slovenec? Ali ni bil ponosen na svoj rod? Knoblehar je po sili razmer veliko nemško govoril, ker je bil uradni jezik takratne države Avstro-Ogrske nemški. Znal je tekoče okoli 18 jezikov. Kardinal Mezzofanti pa jih je Rimo znal kar 39. In naš Knoblehar je z njim vadil slovensko. Kaj sem hotel reči? Če je bil ponosen na svoj rod. Dejstvo je, da je med svojim obiskom v Sloveniji, v svoji domovini leta 1850 veliko mladih Slovencev navdušil za misijon. Če bi dvomil o svojem rodu, potem ne bi slovenskih fantov navduševal za misijon. Drugače pa vas lahko tudi takole vprašam. Povejte mi, kateri jezik je danes naš uradni jezik? Je to jugoslovanski? Ali je morda nemški? Ali italijanski? Vse to so nam tuji jeziki. Edini naš uradni jezik mora biti slovenščina in država mora biti Slovenija. Sama zase, brez naslanja na velike sosede, kakor sta Nemčija ali pa Srbija. Veste, Slovenci smo pridn narod in pošten. In ni prav, da nas takole izkoriščajo. Da nam jemljajo našo najboljšo moč. Slovenci bi zmogli biti samostojni. Verjamete to? Pa si pogledajmo drugo vprašanje. Večkrat ste že govorili, da bi morala biti Slovenija samostojna. Če bi vsi podprli komuniste, ne bi bilo nepotrebnih žrtev in bolj enotno bi se oprli okupatorju. Zakaj se zdi, da držite z Nemci in z Italijani? Ne bom vas spraševal, kdo izmed vas je postavil to vprašanje in vem, da ne skušate. Vendar lahko vam povem samo to, da dobivam grožnje tako strani Nemcev in Italijanov, češ, da preveč poudarjam to svojo nacionalno pripadnost. Kakor strani
komunistov. Ker sem že večkrat odkrito povedal, da jim ne zaupam. Glejte, še do lanskega leta so se družno skupaj z Stalinom odinjali Hitlerju. In ali so kaj protestirali, ko je Hitler prišel k nam v naš slovenski Maribor? Ne. Seveda ne. Takrat je bil namreč Stalin njegov zaveznik. In če je ljubezen do domovine odvisna od nekega Stalina, potem tu ni iskrenost, ampak je na delo nevarna in brezbožna revolucija. In tega se vsi bojimo. Se še spominjate, kaj so govorili, dokler sta bila Hitler in Stalin v pogodbi? Danes pa so vsi ti isti ljudje, kakor navdušeni za borbo. Kakor vetre piha. Vendar z domovino ne moreš delati tako, kot vetre piha. Če je ogrožena kultura in jezik naroda, potem je vendar treba stopiti v bran. Fantje, če nesete kos kruha pomanjkanja vrednemu človeku, je to krščansko. In ko gre za krivico, je to treba povedati tistemu, ki jo dela. Samo lani je bilo v Ljubljani ustreljenih 20 Slovencev. Še ni dobre 3 tedne tega nazaj, kar je pod streli padel Franc Župec. In potem 2 dni za njim še naš Jaroslav Kikel. Ali pa mora kateri izmed vas reči, da ta 2 pa nista bila za slovensko stvar. Verjamem, da vse te moje besede, kdo izmed vas nosi komu na ušesa. Vendar, eno pa vedite. Jaz ne bom odstopil. Kajti ti trenutki sedaj so usodni za naš narod. In ne more in ne sme nas požreti svet, tak ali drugačen. In mi Slovenci moramo dobiti svoje pravice. Končno ne gre samo za nas, gre tudi za naše rojake, Slovence. Vzeli so jim zemljo na silo in sedaj še posiljujejo z nekim tujim jezikom. Ne vem, če se zavedate, ampak položaj slovenstva danes je izredno težav. Po eni strani nas obkrožajo vsi ti zunanji okupatorji, pa po drugi strani znotraj našega naroda vre še hujša brezbožna revolucija. In kakor jaz razumem vse to, nas vsa ta oblast skuša uničiti slovenstvo kot tako. Zato je sedaj važno, da držimo skupaj. Kajti po vsej tej vojni bo potrebna neka mirovna konferenca. In mi Slovenci se moramo pripraviti, da obdržimo svoje meje. Spomnite se, gre za zedinjeno Slovenijo. In sedaj ne smemo pustiti, da se nam razkolje narod, pa da nas nekdo zasenči. Zato molim pred vami, fantje,
molim za vse nas. Molim pred večnim Bogom, ki je vse mogoče in največji. In njegov sin. Vendar vem, da ne bom več dol. Slutim to. Slutim to. Toda nekaj vas rotim, dragi moji fantje. Kakorkoli že bo. Nikar ne pozabite in nikar ne zatajite očetove zemlje in maternega jezika. Priznati moram, da nihče od mojih vzgojiteljev, ne v gimnaziji, ne v bogoslovju, ni tako odkrito govoril o slovenstvu kot profesor Erlich. Zaradi njegovega popolnega odklanjanja Osvobodilne fronte, boljševiške partije in njihove revolucije in zaradi odkritega zavzemanja za samostojno Slovenijo so ga 26. maja leta 1942 ustrelili pripadniki vojaško-obveščevalne službe pod vodstvom komunistov. Zaenkrat smo zaprli 272 duhovnikov. Primerno so kaznovani od 10 do 20 let zapora. Tvar sodnik, tu ne gre za to, da bi koga umorili ali kaj ukradli. Gre za hujše stvari, gre za izdajstvo. To je tisti judežev greh nad domovino. Tako je, tovariš zasliševalec. Za umor in za krajo se dodeljuje manjša kazen. Gre dejansko za mnogo večje stvari. Oni so obsojeni kolaboracije, izdaje lastnega ljudstva, delovanja proti ljudstvu. Potrebno je prečistiti narod. Prečistiti vseh antikomunističnih aktivistov, ki dajo ljudstvu lažno upanje. Tukaj moram še posebej izpostaviti zločinca škofa Rožmana. Rožman? Pravijo, da je Rožman posredoval za številne jetnike, jih reševal. Rožman? To je čista kamuflaža. Rožman se je vsega začetka prilazoval tuji oblasti. Javno je podprl presego slovenskih domobrancev, ko so presegli svojo zvestobo okupatorju. Tukaj ni nobenega dvoma. Seveda. Saj so tudi mnogi duhovniki obsodili delovanje škofa. Ampak Lenič, kot najožji sodelavec tega zločinca, še ni podpisal te izjave. Vse je vedel. In če bi imel Rožman čisto vest, bi ostal v državi. Leniča bomo pa že še pripravili to. Bomo. Samica dela čudeže. Lenič sicer pravi, da če tedaj ni obsodil Rožmana, ko je bil njegov tajnik, ga tudi sedaj ne bo. Češ da ne noče metati kamenja nazaj za hrbet. Noče in noče uvideti svoje zmote. Saj za take je samica. Ga bo že prevzgojila sodelavca kolaboristov. Sicer pa je zaprt zato, ker je kriv. Kriv.
je širil monarhistično propagandno literaturo, pastirsko pismo vojnega zločinca, bivšega škofa Gregorija Rožmana, letak Slovenci in Slovenke ter emigrantski koledaček. Na kratko povedano, Lenič je hujskal ljudi v uporu in širjenjem neprimerne literature majal stebre naše skupne komunistične blaginje. In da, imate prav. Rožman pa je poleg tega še toliko slabši, ker je izdajalec naroda, slovenski Juda Iškariot. Rotim vas, gospodčko, samo še tokrat. Dvakrat ste mi pomagali, še v tretje, prosim. Saj veste, da sem mati, ki prosi za svojega sina. Nemci ga imajo. Vem, kdo ste. Vaš sin je Tone Tomšič. Rekel pa sem vam že, da ni najbolj pametno, da kar naprej išče težave tale vaš sin. Najprej gladovna stavka v Sremski Mitrovici. Kdaj je že bilo to? Leta 32. Pomagali ste nam tudi 3 leta kasneje, da smo lahko prišli do ministra Kreka. In sedaj spet prosim, prosim. Javno se je preveč izpostavil in... Sem rekel, da ni pametno. Težke stvari prosite. Prosim vas, poskusite. Prosim. Bom poskusil, samo ne vem, koliko bom uspešen. Ne radi ugodijo vsaki moji prošnji. Ja, bom poskusil še preko Rima. Mati, spoštujem vaš pogum in vašo voljo. Res se bom potrudil. Obljubiti pa veste, da ne morem. Vem. Vem, da vam je težko, ker je moj sin pri komunistih. Vendar vam zagotavljam, da je zelo dober človek. Ko gre za življenje, ni pomembno, kdo si. Hvala vam, hvala. V tem stanju se lahko zanesem samo še na vas. Hvala vam, hvala. Danes je bil spet tak dan. Vse polno ljudi, od visokih ljubljanskih gospodov do preprostih virnih gospodinj. Nikoli v življenju nisem imel niti najmanjše želje, da bi se ukvarjal s politiko. Enostavno ne morem. Ampak zdaj gre za življenje in smrt. In vsako življenje je dragoceno in moram pomagati. Gre tudi za naš narod. Čim več jih je potrebno rešiti in smrt
se je vse povsod. Kakor da je Bog spustil z verige. Nepredvidljiva smrt. Že tako je človeško življenje tako krhko, pa ga s to nesmiselno vojno dela še bolj drobljivega. Tukaj sem. Greva? Samo trenutek, Stanko, da si malo odpočijem, da zajamem malo zraka in se duša malo umiri. Hvala, ker greš z mano. Pa saj ni treba, da vedno vi greste. Napišite, za koga se posreduje in pošljite koga drugega. Pa saj vsi vemo, kako neradi greste k Nemcem. Ne, šel bom. Veš, v času plebiscita na Koroškem sem marsikaj občutil. Res je bilo težko, ampak danes je še veliko težje. Ni vam treba vsega tega nositi. Bog ne terja tega od vas. Toliko moramo nositi, kolikor lahko. Res je težko, ampak ni za obupati. Veš, posredovati pa moram iti sam. Če pošljem koga drugega, bodo mislili, da ni tako pomembno. Do vseh je potrebno biti enak in pošten. To je moj križev pot. Hkrati pa sem tudi profesor prava. In ne bi rad videl, da bi bil kateri izmed svojih prošenj zavrnjen zaradi nekih pravnih stališč. Takoj je potrebno dati natančen in jasen odgovor. Ampak zadnjič ste rekli, da so že naprej hoteli ovreči vašo prošnjo. Poslušaj me, tajnik. Po vojni me bodo morda obsojali, da sem bil kolaboracionist, da sem sodeloval z okupatorjem, toda nihče ne ve. Nihče ne ve, kaj čutim v svoji notranjosti. Kakšen odpor čutim do okupatorja, ko stopam pred njega. Toda ponižam se samo zato, da bi reševal ljudi. Kateri dan je danes, ko sem v samici? 483 dan je danes. In če dodam še oni 74, bo to že 557 dan. Je to sploh pomembno, koliko časa sem tukaj? Ampak če lahko vem, zakaj ne bi vedel? Sodba v imenu ljudstva. Sodba v imenu ljudstva. Kako mi odmevajo te besede v glavi? Neprestano. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil? S čim sem te ožalil? Odgovori mi. Kakor da bi Kristusa postavil pred Pilata in ko ga ta hoče izpustiti, ljudstvo zahteva smrt in križanje. Razlog za samico in osamitev
pa je znan. Kvarno je vplival na ljudi okoli sebe in ni hotel podpisati obsodbo Rožmana. To ne bi bilo. To so rekli. Tako. Gremo na delo za danes. Breverja ni, Svetega pisma ni, ni niti Janeza Zlatoustega, da bi govoril in polnil času samice. Suša misli in besede. Suša duha. Zakaj nisem bolje prebral Janeza od križa in Terezije Avinske? Noč duha. In Ignacija Lojoljskega. Če bi šel k jezuitom, ni zamisliti. Ne misli tistega, kar ni, misli tisto, kar je. Ker tisto, kar ni, pa utruja. In tale ječa je v Božjem načrtu. Saj čisto samega me ne pustijo. Temveč me vsake toliko časa pokličejo na pogovor. Ampak pogovor z Bogom je boljši. Za domače. Za vse, ki jih poznam. Molitev bistri razum in pomaga razumeti. Bolečina pa je v tem, da ne razumejo moje ljubezni. Bog pa jo razume. Zato ni bolečine. Danes je cvetna nedelja. Bere se pasijon, nič se ne pridiga. Spet je to veliki teden. Sam strah in trepet. In cvetna nedelja. Kristus gre v Jeruzalem na osliču. Prinese mir. Pa kakšen mir! Hočem človeka v sebi. Hočem Boga. Zakaj sam? Samo spomini in moj spomin. Ja, spomnim se vsega, vendar je tako kratko in tako ozko vse skupaj. Če se zabavam z eno mislijo, prije druga, kaj sem s tem pridobil? In vse postane tako zmedeno. Kristus pa gre v Jeruzalem, na neumni živali jezdi. Na človeški neumnosti prihaja kraj večne modrosti. Modrosti ali norosti? Je to sploh vse v redu? Je to v redu? Usmili se, Gospod. Bog, ti si največji. Usmili se. Usmili se. Ja, jaz tu nisem sam. Gospod je z menoj. On je ob meni, če sem tu ali kjerkoli. On je ob meni. Hvala ti, Jezus, za vso to srečo. Največjo srečo. Neskončno srečo. O, to lažba upanja in še večja to lažba ljubezni. Jaz tu nisem sam. Gospod je v meni. On je v meni, če sem tu ali kjerkoli. Časi da milosti takrat, ko je najbolj hudo. Kakor da se tedaj odprejo nebesa in angeli hodijo gor in dol. In Marija, naša mati, vsa lepa, vsa svetla,
Mati ob meni. Moja mati me je tebi izročila. Tvoj sin. Hvala ti, Jezus, da si mi v največji zapuščenosti dal spoznati tebe in občutiti srečo v tebi. Hvala, Jezus. Živela slavna komunistična partija Jugoslavije! Živela! Žive organizator vseh naših zmag! Naš voditelj in učitelj, tovariš Tito! Živela! Živela avantgarda delovnega ljudstva Jugoslavije! Živela! Živela centralni komitet komunistične partije Jugoslavije! Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Naj živi marksizem in leninizem! Živela jugoslovanska armada, čuvanica slobode in neodvisnosti Jugoslavije! Živela vodca Sovjetska zveza! Živel genijalni vodja naprednega človeštva, v borbi za mir in demokracijo, general Stalin! Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Živela mladina Jugoslavije! Naj se krepi naša armada, miljenka in ponos naših narodov! Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Ste že pripeljali zapornika? Ne še. Tovariš sodnik, ne razumem. Kaj je sploh s tem človekom? Bolj bi morali pritisniti nam. Saj je bil vendar 2 leti v samici, pa še vedno nič. Celo naši najboljši špicli, pendohovniki niso odkrili nič opremljivega. Jaz bi uporabil stare načine. Če ni pomagala samica, pa naj pojega izla. Ne. Mučili ga ne bomo. Ne bomo delali iz njega mučenca. Bolje je, da se zlobi. Jaz vidim. Jaz ga vidim, da je zelo čustven. Ga zna marsikaj prizadeti. Na tem bomo gradili, tovariš. Ne vem. Ne vem. Zaporniki ga imajo že kot poosebljenega škofa. S premestitvijo smo opazili, da je duhovščina večji del neenotna. Vsak rešuje samega sebe, tolmači vsak po svoje in živi, kot je njemu prav. Če pa je Lenič zraven, so kar naenkrat bolj enotni. In tu je vidna ta njegova osebna negativna vloga. Upoštevajte moje besede, tovariš. Psihološko ga je treba stisniti.
Če njega tako prepričamo, bodo tudi ostali duhovniki sledili našim navodilom. Dobro, tovariš komandant. A dajmo danes nekoliko drugače. Privedite etnika. Gospod, poosebljeni škof Lenič. Ste dobro? Ste pospali? Ste slišali? Ste dobro spali? Najbolje. Mi dobro skrbimo za vas, to vemo. Glejte, gospod Lenič, iz vaših dosedanjih razprav je razvidno, da ste nesposobni sprejemati dejansko stanje v državi. Da se upirate razvoju. Vi ne uvidite Titove široke politike. Veste, kdaj se je končala vojna? Ja, leta 45. Ne. Vojna se je dejansko končala letos. Končno je tukaj prekinitev odnosov z Vatikanom in Cerkvijo, ki kar nekaj poskuša in se vtika v našo politiko. Ne razumem. Prekinjeni so odnosi. Seveda. In Stepinac. Njega so naredili za kardinala. Ne. Pa če bi bil papež, če je v priporu, je v priporu. Evo. Tukaj berite, tukaj. To je pomembno. Maršal... Nagraf! Maršal Tito je v predaji zastave enotam JLA dejal. V vaše roke predajam vojne zastave vojaškega ponosa, časti in vojaških vrlin. Branite te zastave pred vsemi sovražniki. Nikoli ne pozabite v tem duhu vzgajati borcev, kajti te zastave predstavljajo simbol vojne slave naše slavne ljudske armade. No. Kaj? Branite zastave pred vsemi sovražniki. Cerkev in Vatikan. Se ne čudite temu, kako je naš predsednik Tito širokosrčen. Glede na vsa izdajstva in kooperacijo, ki jo je imela cerkev do sovražnih okupatorskih sil, je že sedaj prekinil odnos z Vatikanom. In z Rusijo, da boste vedeli. In videti veste ne, kako bomo šli sedaj samostojni naprej. Rusija? Rusija, seveda! Sovražnik številka 2! Vi nič ne veste, vi ste čisto zaostali! Treba iti za spetom! Kaj ni bil Stalin vedno naš največji zaveznik? Stalin? Kaj se je zgodilo? On je morilec! In roke steguje po Jugoslaviji! Tito! Tito! Pa je osvobodil Jugoslavijo! Tito vodi narod! Tito je vzor mladini! Tito se je ženil! Vitja! To je draga državna tema! Tiho!
Nadaljujte z zasluševanjem. Čujte vi, Lenič, vi se znate ozirati samo za drugim. Jugoslavija pa se ne ozira za nikomer. Razumete? Za nikomer. Seveda. Razumete? Za nikomer. Povedal vam bom, da vam bo jasno. Vi, gospod Lenič, ste nesposobni sprejemanja temeljnih državnih procesov. Ne razumete, da mi delamo za vas? Razumete? Sedaj, ko je Tito dejansko vse tako te niti, ki so nas omejevali, raztrgal, bo tukaj nova cerkev. Duhovniki se boste lahko ženili. Imeli otroke. Boste imeli otroke. Vse vam bo dal naš predsednik Tito. Vse. Tito mi bo dal otroke. Koliko pa? Dovolj! Jasno je, da še osnovnih stvari ne razumete in jih ne znate sprejemati. Nesposobni ste vseh povedali. Naj ga odpeljejo nazaj v samico. Ni neumen. Samo vi pa pazite svoje besede. Vašega spodretljaja ne bo javljal naprej, ker ste mladi. Leniča, bomo pa že še stari. Bomo. Lahko bi ga kam poslali. Ne. Dvomim, da ima jasno vizijo in prodornost. Dejstvo je, da ne sme ostati na škofiji. Po izpustitvi ne bo delal problemov. Rabi čas. Dovolili bomo, da ga namestijo za župnika v kak odročen kraj. Sčasoma bo še začel sodelovati z nami in pozabil na to svojo ljubo cerkev. Naj bo tako, komandant. Naj bo. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Zdaj imamo pa novega župnika. Nisem bila pri maši v nedeljo. Eni so rekli, da je dober, sem jaz ti tako povem, da... Ja, zelo dober je, da ga ti slišiš. Kar te tako ne govori. Je bil zaprt za 8 let in od tega več kot 2 leti v samici. Ja, kam misliš? Je dolžne ljudi za toliko zaprl. Nekaj je že naredil, prav gotovo je. Je bil zaprt za 2 leti, samo vseeno. Mašo ima pa lepo. Ne 2, 8. Niso mačje solze, ti jaz povem, da ne. A 8? Sem slišala nekaj, samo vseeno. Glas pa ima, kot bi zvonove poslušal. Naj bo zaprt ali ne, dober gospod bo,
Bože, še videla. Prav gotovo bomo imeli kakšne probleme z njim. Sem prepričana. Bože, videla. Ne verjamem. Glej ga, tam gre. Hvaljen Jezus, gospod župnik. Hvaljen Jezus. Eko moj amen. Kako kaj je Lojska? Kako pa kaj je mama Pavla? Je kaj na bolje zdravje? Ježešno, kad ti se pa že tukaj zrinila, da tebe pa se vaša pozna. Hvala, gospod župnik. Lepo, da se je spomnite. Zdaj več moli in je kar pomirjena, odkar ste bili pri njej. Kaj niste, gospod, tukaj šele dober teden? Pa že kar na obiske hodite. Ja, seveda, Mica. Nekje, da bi čez dan zgubil čas v pisarni, zato je zvečer čas. Kako? Kako pa vi veste, kako je meni ime? Pa saj se še nikoli nismo videli. Pa saj ste Mica, kaj ne? Pa vašega moža Franca sem prišel nekaj povprašati, pa se malo pogovoriti. Jaz bom kar šla počasi. Ne, Rojska, kar tukaj počakaj. Ko pa vi mene, pa mojega moža poznate? Pa saj se še nikoli nismo videli. Ja, pred tednom Niku smo prišli in je kločar povedal, dokaj biva tot naokoli. Imate pa še dve hčere in sina, Slavka, Draga in Tone. Ježešna, mi je skr moža poklicala. Franc! Težko boste, gospod župnik, tukaj kaj opravili. Ti so bolj rdeče sorte, kar malo popazite. Neč se bat, sem bil že dosti bolj pri rdečih, pa sem preživel. Vso srečo, gospod župnik, jej! Takoj bo, kar tukaj počakajte. Ja, dobro. No, župnik, sem slišal, da bi mene radi videli. Kar ne mislite, da vam cerkev hodil, pa tudi kaj druga, vam čisto takoj povedal, da nimam ravno kakšnega namena vam kaj dajati. Tudi sami nimamo tako veliko, me razumete? Nič za poklonaj. Bog da je dobro. Ne, nisem prišel s takim namenom. Vem, da ste kovač. Ja, sem kovač samo. So mi rekli, da se spoznate na mehaniko, da ste daleč najboljši svojega poklica naokoli. A tako da so rekli, kdo je pa to rekel? Jaz bi vas sem za en nasvet prosil. A mene? Ker niste vi dosti študirani? Vi že dobro veste, da delo in izkušnje naredijo svoje. In tudi dobro veste, da nisem iz tega študiral, kako bi tam na zvoniku naštimal, da bi ura spet kazala. Ja, župnik, to imate pa prav. To bi bilo pa res dobro poštimati. Če bi imel čas, pa bi šel pogledat. Nima časa, ne more. Ni treba te v cirku hoditi. Se veš, je kaj bi pa ljudje rekli. Pogledat? Pa kaj smo? Ja, vaš star oče Lenart je mi dabil ključar in tisti časi so to uro gor dajali. Pa kdo bi znal to bolj naštimati kot vnuk iz pravega testa? Na vse zadnje je bilo pa tudi lepo in praktično, če bi ura spet kazala, ne? Ne more. Ja, kaj se pa vi smejite, gospod župnik? To niso smešne stvari. Ah, neč, sem se ravno nekaj spomnil, ko sem go na zvonik pogledal. A ja? Kaj pa? Ja, pomislite, če bi bil vesoljni potop in bi eden gor s čolnom za zvonik kozo privezal in potem bi voda šla in... Ne, take neumnosti mi pa na kraj pameti napadejo. In koza bi ostala gor privezana. Ja, gospod župnik, kaj takega? Sam veste, tisto kozo bi pa jaz rad imel. A ja? Dajte no. Zakaj pa? Zato, ker bi bila strašno razgledana. Ja, bi bila razgledana. To ste pa dobro povedali, gospod. Mar si kak možak bi rajši imel doma kako bolj razgledano kozo. Poslušajte, gospod, glede mojega starega očeta. Res je bil to možak, vi ne veste in ga niste poznali. Bil pa je, to je bil gospodar, veste. Vse si je pisal, bil je natančen, od sile natančen. Pa ne tako kot kak vaš kozo. In zaradi njega. Kaj ne bi daj drugič? Vraga ženska, kdaj drugič. Franc? Pite, gospod župnik. Franc. Ja, no, za starega očeta Lenarta, to pa res. Pod večer pridem, če vam je prav, pa bomo videli, kaj se da narediti. Bom pomagal. Franc,
Ne bojte se, dobra mama Mica, vse bo v redu. In tudi lepo bi bilo, če bi ura spet kazala. Seveda bi bilo, samo to ni enostavno, to niso koze. Res je, niso koze. So veliko bolj resne stvari. Zato sem se pa na vas obrnil, ker vem, da boste zmogli. Ne, to bomo poštimali, to imate prav. Bomo. Hvala, Franc. Ste res prav, gospodar. In brez zamere, dobra mama Mica. Lep dan še naprej. So že klicali iz Rima? In pošta, kje so novi dokumenti? Ni še pošte. Danes je bolj pozen kot ponavadi. V tej čudoviti prenovi pa res ni prav, da pošta zamuja. Pa ja, ne bomo Slovenci zadnji, ampak bomo naredili zdaj in takoj. Si slišal? Prva razprava je bila v liturgiji. Takoj so šli v bistvo, v bogočastje, v lepoto. To je enkratno. Jaz na vašem mestu ne bi bil tako navdušen. Govori se, da bodo sedaj vsi oltari obrnjeni proti ljudstvu. Da ne bo več nobene stvari v cerkveni latinščini. To je grozno. Ja pa kaj je grozno? Ja to, da ni več nobene skrivnosti. Mysterium fidei. Skrivnost vere. Koliko pa skrivnost vere izgubi, če sem jaz obrnjen proti ljudstvu? Ogromno. Sploh ni več občutka skrivnosti. Si slišal, da so včeraj v Germaniko takoj obrnili oltar proti ljudstvu? Kakor hitro je bilo sprejeto? Pač, Rimljani. In čez noč je eden šel in ga je požagal, ker je bil proti. A ja? No, ravno žagati mu ga ne bi bilo potrebno. Sam v take skrajnosti ne bi šel. Samo vseeno, ni mi jasno, zakaj dolgoletno tradicijo tako izničiti. A ti veš, odkot izhaja čarovniška beseda hokus pokus? Že. Nič že. Hokes enim corpus meus si ljudje razumeli kot hokus pokus. In ker je bil gospod še obrnjen, so rekli, kaj neki pa gospod zdaj čara tam zadaj. A je to skrivnost, da ti pričaraš Jezusovo telo? Pa to je vraževerje. Kaj ni potrebna temeljita prenova, da se reši tega. Jaz ljudem nimam kaj skrivati, še zlasti, ko gre za zaklade vere. Kristusovo stajenje je treba ljudem jasno oznaniti. Gre za zavest ljudi, da to ni čaranje, da duhovnik ni čarovnik, ampak služabnik. In cerkve bodo sedaj tudi vse na novo zidali, ki so vse grajene za drugačno bogoslužje. Pa saj veš, da se bo priredilo. Ne bo jim uspelo. S težkimi stvarmi so se lotili tega koncila. Ne bodo speljali. Bodo. Samo živeti je treba, kot je prav. Izvolite, gospod generalni. Tukaj je vaša težko pričakovana pošta. Bog blagoslovi tistega možaka Janeza in Bog daj, da bi tudi mi sprejeli odloke, ki jih je sprejela cerkev. Končno. Lej, lepo, poslušaj. Bom skušal prevajati. Čeprav je sveto bogoslužje, predvsem čaščenje Božjega veličastva, sebuje vendar veliko poučnega za verno ljudstvo. Tako je. Lej. Obredi naj odsevajo plemenito preprostost, naj bodo kratki in jasni, naj se izogibajo nepotrebnega ponavljanja, naj bodo prilagojeni sposobnosti vernikov in naj nasplošno ne potrebujejo veliko razlage. Bog, ko sliši. Zelo lepo je to napisano. In tole, le kako lepo se upada prav s tem, prav za nas. Pri vodstvu škofij naj bo za pastirsko službo škofov tako poskrbljeno, da bo blagor Gospodove črede vedno najvišje načelo. Blagor Gospodove črede. Vedno najvišje načelo. Tako, gremo. Pokliči takoj prevajalce. Gremo takoj prevajati za blagor Gospodove črede.
Zveze komunistov Jugoslavije, delovnim ljudem in občanom narodov in narodnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Umrl je tovariš Tito. Skoraj 100.000 Slovencev je zahtevala krvava vojna in skoraj 24.000 Slovencev je bilo pobitih brez sodbe pod njegovim vodstvom. In tukaj berem. Silno bolečino v srcih se danes poslavljamo od svojega dragega tovariša Tita, predsednika Zveze komunistov Jugoslavije, vrhovnega komandanta, državnika, heroja naše revolucije, borca za neodvisnost in humane odnose med ljudmi, za enakopravne odnose med našimi narodi, za bratstvo in enotnost med njimi. Zdaj ga ne bo več. Zato bomo nove moči črpali iz bogate dediščine njegovih misli in del, saj smo del njih in sami smo postali njegovo delo. Bog se usmili. Da, moliti moramo zanj. Moliti moramo za vse, ki so nam kadarkoli storili kakšno krivico. Brat je brata umoril, kakor Kain Abela. In ko te kdo vpraša, kje je tvoj brat, ne smem zabrusiti, ni mi mar, kakor Kain, temveč da vsak prevzame odgovornost za svoja dela. Trudil sem se za dobre odnose med ljudmi, za mir in veselje, trudil za mir in da bi Božje kraljestvo veselja, sreče in ljubezni zasvetilo v čim več srci. Slovenska dežela, želim ti mir in svobodo. Mi smo morje krvi prelili za bratstvo in jedinstvo naših narodov in ne bomo nekomor dovolili, da nam dira ali da nam ruva od znotraj našo državo Jugoslavijo. Da se ruši to bratstvo in jedinstvo. Jugoslavija ostaja naša prava in prostovoljna izbira. O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to nikoli ni bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. Toda taka Jugoslavija za nikogar ni dobra. Kje so časi, zlati časi? Jugoslavija, 6 republik, 5 narodov, 4 jeziki, 3 religije, 2 pisavi, 1 stranka, 1 volja, 1 resnica. Partija, smrt fašizmu, svoboda narodu. Poslušajte, kaj piše en pučnik v Novi reviji 57. Pa to je nedopustno. Kako si upa govoriti o tem, da je treba politični sistem spremeniti, ker da ta ogroža ljudi, jim vzbuja strah, da jim krati osnovno človeško pravico do svobodnega političnega združevanja, do opozicije.
in da Jugoslavija blokira nastajanje demokratične politične kulture. Pravi, morda bo jutri bolje. Bolje, da, če se bodo Pučnik in njemu podobni končno spametovali, pa bo bolje. Jugoslavija je vendar idealna in noben demos nima pravice uničiti bratstva in jedinstva naših narodov. V kali smo zatrli takšne ideje že ob Dahovskih procesih, na Godetovem procesu, utišali smo Kocbeka in še koga. Nihče se nima pravice upirati. Nihče. Še najmanj pa tile naši slovenceljni. Oborožen napad Slovenije na jugoslovansko ljudsko armado je razbil Jugoslavijo. Tako je. Slovenija je napadla nič čudega sluteče mladce v ljudski armadi. Se to sme? Se sme kar tako prevzeti vse funkcije na državni meji in vzpostaviti nove državne meje proti ostalemu delu Jugoslavije? In laži, velike laži, ko sta bili v ideološkem kontekstu bratski narod Srbija in jugoslovanska vojska predstavljeni Slovencem kot glavni sovražnici slovenskega naroda. Laži, laži. In Slovenci so se obnašali do jugoslovanske ljudske armade kot do okupatorske vojske. Mar je res jugoslovanska armija to zaslužila? Jugoslovanska ljudska armada si ne more dovoliti, da jo dotrpinči, žali in jo ponižuje. Štab Vrhovnega poveljstva Jugoslavije tako predlaga. Prvič, JLA čim prej porazi slovenske vojaške formacije v celoti. Drugič, načrtno se mora uničiti celotna slovenska infrastruktura, torej ceste, letališča, oddajniki, tovarne in ostali civilne cilje, ki jih je ustvaril jugoslovanski človek s svojimi rokami. Tretjič, uporabi se vsa politična sredstva z grožnjo vojaškega napada na vsa mesta in prebivalce. Kaj ti je Slovenija? Brani vendar z vsemi snagami našo mater Jugoslavijo, ki ti je in ti bo dajala kruha. Zakaj smo se borili med drugo svetovno vojno? Za Jugoslavijo. Je tako. Zmagali smo. Dobili nazaj Primorsko. Je tako. Res, nismo dobili ne Trsta, ne Colovca, ne Monoštra. Dobili pa smo Jugoslavijo. Pri delitvi je vedno tako. Nekaj moraš žrtvovati, da več dobiš. Dobili smo iz Avstrije ogromno naših ubežnikov, emigrantov, sovražnikov, izdajalcev Jugoslavije. Prečistili smo narod vseh notranjih in zunanjih sovražnikov. Žrtvovali pa smo za to prečudovito pridobitev nekaj ne tako pomembnega ozemlja, za katerega pa smo se borili
In to je važno, da smo se borili. Naj živi Jugoslavija! Slovenija pa. Slovenija. Ostani. Ostani. Plamenica naše vrle komunistične zavesti. Tovariš, jaz sem prepričan, da bo Slovenija propadla. Slovenija bo sama propadla. To bodo videli. In potem bodo jokali za mater Jugoslavijo. Smirili se bodo. Ampak takrat jih bomo mi stisnuli. Nema jim tu spasa. O, Lojze, lepo, da si prišel. Pozdravljen, Stanko. Ravno prej sem imel obiske iz domače fare. Sej si videl, kaj ne? Seveda sem videl tvoje ljube domače vojake. So te prišli v oči za Božič, kaj ne? Kako je s tabo? Počivati moraš. Ni mi do počivanja. So mi povedali, da gre sedaj za res. Za našo Slovenijo. Za naš dom. Pa še kako gre za res. Mnogi se tega ne zavedajo. Dolgo se mi zdi. Po cerkvah in vse posod smo bili na plebiscit in je uspel. Skoraj 25% je bilo samostojnost. Vem. Spremljam po radiju. To je navdušenje. Končno samostojna Slovenija. Kaj je, Stanko? Plebiscit je eno in je bistvena stvar. Samo če nas bodo ostali narodi priznali, če nas bodo ostale sosednje države priznale. Pa sej poznaš dobro Švico in Nemčijo in pa Vatikan. Če nas bojo oni priznali, potem nas bojo tudi drugi. Saj veš, Vatikan je pri takih stvareh precej previden. Pa čakaj malo. Vse gre za nas. Komunizem je padel, zdaj bi pa Vatikan bil proti. Dobro vem, da gre za nas. Dragi Stanko, vedi, da bom naredil vse, kar je v moji moči. Zdaj moj najprej sprejeti ustavo. Ti naredi, kar je v tvoji moči. Jaz bom pa, kar je v moji moči. Vsi smo molili in tudi jaz sem Gospoda prosil, da naj gre to moje trpljenje za to, da bi se vse srečno izteklo. In bo se. Vse ljudi na položaju bom seznanil z našo samostojnostjo. Koliko jih poznam, vem, da bodo prijeli. Zdaj ali nikoli. Veš, sem že klical Švico in Nemčijo. Tako odločnega te imam pa res rad. Tebe bojo upoštevali. Ja, še sam sem se čudil, kako zelo mi skušajo pomagati in razumeti našo situacijo. Mora iti skozi. Bog Marija mora. Tukaj vsi vemo, da gre za prav stvar. Nemogoče se zmotiti. Ampak, se veš, skrbi me ta jugoslovanski stroj. Slišati je grozno. Bo vojna? Ne vem. Vsi pa govorijo, kako je jugoslovanska vojska oborožena in res ne vem. Vojna bo.
Spet bo vojna. Samo veš, je ena razlika, če bi imela biti vojna. Tokrat smo Slovenci vsi pod eno zastavo. Odkrito ti bom priznal. Tole svoje trpljenje darujem zato, da ne bi bilo takih žrtev in take morije kot med drugo svetovno vojno. Slovenski človek je že preveč plačal. Če je kje Božja previdnost, Bog bo to videl. Boš videl, da bo. In za nove duhovne poklice. Zato gre to moje trpljenje. In ni mi težko. Nasprotno. Rad trpim za to. Bog te sliši, še kako je potrebno. Po vseh crkvah in samostanih se mi javi, naj molijo. Naj molijo. Veš, mnogi molijo. In vse tiste žrtve iz druge svetovne vojne. Grozde, Kikel, Erlich. Ti so naši zavezniki in priprošniki. Ti veš, da so oni sedaj z nami. Vsak izmed nas se potrudi po svojih močeh in vedi, Stanko, da se bodo potem tudi vsi drugi. In Marija bo pomagala. Ja, Marija pomagala tudi tebi, Stanko. Jaz ne potrebujem. Slovenija sedaj potrebuje. In veš, moja mati je bila Marija. Sveta žena je bila kot vsaka mati. In Slovenija bo končno samostojna. In veš, moja mati je umrla 3. januarja. Takrat bom tudi jaz umrl. To bi bilo najlepše. Zdaj še ne smeš. Zdaj bo tisto najlepše. Svobodna domovina Slovenija. Ja, naša preljuba domovina. In naši ljudje. Veš, vse ljudi sem imel rad, sem naši ljudi pa še bolj. In najbolj, Bog mi odpusti grehe. Stanko, tvoja vest je čista. Imeti rad svoje ljudi ni greh. Ampak imel sem jih bolj rad kot vse druge. In še jih imam. Verjemi mi, Lojzi. Vem, si to vedno pokazal. Grem sedaj. Bog s teboj in naj te spremlja blagoslov. Ja, za materjo pojdem. In blagoslov naj spremlja našo ljubo domovino.